Rekli smo, da si bomo pogledali še enkrat čisto točen, kako je to se pravi, kako je recimo struktura tukaj narejena pri projektu Nobelovci. To se pravi, tista stran, to se pravi, tisti recimo program, ki ga bomo zagnali, je tale spletni vmesnik. To se pravi, na začetku se voz bottle, to ni kaj dileme, no potem imamo pa takoj naložen model. To se pravi, ta recimo model bo poskrbel za vsa opravila v zvezi z bazo podatkov. To se pravi, bomo pogledali, kaj tam recimo pač je. To se pravi, najprej si pogledamo model, glede na to, da še enkrat, zakaj si moramo najprej pogledati model? Ja, zaradi tega, ker import izvede tisto kodo, ki je na tej datoteki. To se pravi, če zdaj pogledamo, gremo pa, kaj se pa reči? Če zdaj recimo pač pogledamo, kje smo, tukaj je projekt Nobelovci in zdaj pogledamo model. No, model pa po drugi strani spet najprej uvozi recimo pač bazo. To se pravi, dajmo pogledati še bazo. No, v bazi vidimo, da imamo narejen razred in pa nekaj funkcij. Pa se bomo potem vrnili k temi recimo pač funkcijam. To se pravi, dejansko nič konkretnega se ne recimo pač izvede. To se pravi, ta prva recimo pač koda, ki se recimo pač zgodi tale. To se pravi, povežemo se na bazo Nobel.db in ob tem ustvarimo povezavo do te baze. No, zdaj naslednja recimo pa zadeva peti vrstici, pa kaj naredimo? Izvedemo tole metodo, ustvari bazo, če ne obstaja. To se pravi, gremo v bazo, pa pogledamo, kaj se zgodi, to se pravi, kakšna je ta recimo pač funkcija. Ok, in to je to. No, to se pravi, ta zadeva dobi povezavo, to se pravi, na uni strani že ima neko datoteko, v našem konkretnem primeru Nobel.db, in kaj bi zdaj radi mi naredili? Radi bi pogledali, ali v tistej je ta Nobel.db prazna. Namreč, ko smo naredili povezavo, če datoteke Nobel.db še ni bilo, potem se je ustvarila ta datoteka. Ampak je prazna baza, brez tabel, brez recimo pač vsega. No, zato smo pa tukaj izvedeli ukaz select count from SQLite master. Kaj pa zdaj to? SQLite kot tak ima prevzeto, to se pravi, kakor hitro se ustvari baza, še preden se naredi kakršnakoli tabela, ima posebno tabelo SQL master. No, recimo, pojmo, ki pa si zdaj tukaj. Dajmo recimo pač pogledati, kaj se recimo pač zgodi. To se pravi, recimo imamo, se ni važno, to se pravi, recimo tole, pa pejmo potem v SQL, pa poglejmo, kaj sploh je. To se pravi, select, zvezdica, from SQLite master. No, zdaj pa to izvedemo. Aha. Vidite, kaj smo recimo pač dobili. To se pravi, tale SQLite master je posebna tabela, ki ima stolpce type, name, table name, root page in pa SQL. To se pravi, tukaj
imamo kaj? Imamo table, to se pravi, imamo tabelo z imenom Nobel, potem ime tabele tudi recimo pač Nobel in tukaj je ukaz, s pomočjo katere se je ta tabela nastala. To se pravi, s tem zdaj recimo pač vemo, da v bazi Nobel baza imamo eno tabelo. No, oziroma, če gremo zdaj tole zadevo izvesti nad filmi, pa izvedemo isti, recimo pač ukaz, bo pa ta, recimo pa, mislim, to se pravi, bo pa dobar več, recimo pa zadev. To se pravi, bomo zvedeli, da imamo tabelo film, tabelo oseba, tabelo oznaka, potem bomo imeli en indeks kot tak. To se pravi, v tej SQLite master so zbrani podatki vseh recimo pač objektih, ki so v bazi. In ti objekti so tabele, so indeksi, so pogledi, s čimer se nismo recimo pač ukvarjali in tako naprej. No in zdaj pa, če pa mi bomo, to se pravi, zdaj pa recimo, da naredimo neko novo bazo, pa rečemo tukaj nova, recimo pač DB, rečemo, da je OK. Zdaj tale nova baza, seveda nima še nobene tabele, in je čisto recimo pač prazna. No in zdaj, ampak tudi za to novo bazo lahko izvedemo tale ukaz. Naredimo stvar tako, ampak seveda ne dobimo nobene vrstice. To se pravi, tale tabela SQLite master obstaja, samo je prazna. No in to dejansko potem tukaj izkoristimo. To se pravi, tukaj izvedemo ukaz, preštej, koliko ima vrstic tale tabela SQLite master. In če je, zdaj pa iz tega kurzorja poberemo rezultat. Rezultat vemo, da je vedno v obliki nabora. No in sicer nabora dolžine 1, zato moramo tukaj vejco narediti. O tem smo se že pogovarjali. Pri recimo pač naborih. To se pravi, če je tista recimo pač baza prazna, bomo dobili odgovor nič. In v tem primeru bomo ustvarjali to bazo. Namreč, če je pa Nobel DB že obstajala odprej, se pa s tem ne bo nič spremenila. Ker potem bo tale ukaz vrnil rezultat, ki bo večji kot nič. To smo, bomo že imeli kakšno recimo pač tabelo, pa to recimo naredimo. To se pravi, če tista datoteka Nobel DB še ne obstaja, se zdaj izvede tole ustvari bazo. No, tukaj je pa zadeva mečken za ta primer po nepotrebnem zakomplicirana, ker dela preko recimo pač objektnega modela, ampak nič hudega. To se pravi, pogledamo ustvari bazo, kaj naredi. Najprej pripravi tabele kot take. No, pripravi tabele, kaj pravzaprav naredi? Naredi objekt tipa Nobel, ki ni nič drugega kot to, da vsebuje to povezavo, ki jo imamo. No, to se pravi, v Nobel imamo zdaj načeloma pripravljeno ustrezno recimo pač povezavo in zdaj izvedemo tole ustvari in uvozi. Mislim, dejansko, za ta recimo pač primer ne bi bilo čist nič treba komplicirati, bi lahko mirno shajali brez razreda in pa enostavno tole recimo pač kodo, ki jo imamo tukaj, bi izvedli kar recimo pač tukaj. Ampak
Ampak ok, zdaj gremo čez tole, recimo pa zadevo. To se pravi, ustvari uvozi, pa kaj pravzaprav naredi? Ja, to se pravi, na datoteki Nobel SQL so zbrani ustrezni SQL, recimo pač ukazi, ki bodo ustvarili tabelo in jo recimo pač napolnili. To se pravi, če pogledamo, če gremo spet recimo pač semle, pa odpremo vse datoteke. Imamo tudi tukaj datoteko Nobel SQL. No in tukaj imamo pač ustrezne SQL ukaze. Tukaj naredimo tabelo, potem nimamo pa nič drugega kot cel kup insert stavkov, ki tole bazo napolnijo z vsemi temi, recimo pač podatki. No in to se pravi, to preberemo in pa potem izvedemo ukaz execute script. In to je to. To se pravi, mi recimo pač vemo, to se pravi, ko se bo tole recimo pač izvedlo, imamo zdaj to recimo pač zadevo narejeno. Zdaj gremo pa recimo pač naprej. Zdaj pa tukaj bomo pa najprej iz tele recimo pač baze pripravili recimo pač tabelo. Bomo ustvarili ta recimo pač objekt, ki ga pa potem takoj spet recimo pač povozimo, to se pravi, tole brez veze, bi lahko mirno recimo pač ven vrgli. Zdaj smo imeli recimo pač druge in zdaj tisto recimo pač glavno v modelu imamo pa Nobel kot tako, to se pravi zdaj posamezni recimo pač objekti bodo imeli tiste tri recimo pač polja, ki jih imamo iz recimo pač tabele. No in zdaj, kaj bomo s temi zadevami delali? Imamo ukazo dodaj v bazo, kjer se te zadeve recimo pač izvedejo. Potem imamo recimo pač možnost iskanja, ki je statična recimo pač metoda, ki poišče, to se pravi, ki nam dejansko naredi generator, ki nam zaporedoma vrača posamezne Nobelovce kot recimo pač objekte. To se pravi, zdaj, kar se nas recimo pač tiče, imamo zdaj pripravljeno orodje, da lahko v tisto bazo vstavljamo objekt. To se pravi, če imamo nek recimo pač objekt, ki nam predstavlja nekega recimo pač Nobelovca, da znamo vstaviti v bazo. Nad tem objektom izvedemo metodo dodaj v bazo, pa se bo ta zadeva po tej povezavi izvedla. To se pravi, izvedemo SQL ukaz in vse te podatke dobimo iz objekta samega. No. Torej, do zdajle, potem, ko smo mi tale spletni recimo pač vmesnik recimo pač izvedeli, se je kaj zdaj do zdaj recimo pač zgodilo? Vemo, da zagotovo imamo Nobel DB, to se pravi to recimo pač bazo, pa imamo pripravljene znotraj Pythona, imamo pripravljen razred recimo pač Nobel, ki vsebuje tiste osnovne tri podatke, ki jih imamo v tabeli Nobel, tiste recimo pač tri stolpce, in znamo te objekte v to bazo dodajati in znamo iz tiste recimo pač baze dobivati podatke, to se pravi posamezno vrstico v obliki objektov. V Pythonu. No,
Zdaj, to se pravi, in zdaj potem imamo pa zdaj tukaj, ne, to se pravi zdajle, ko mi zaženemo tole recimo pa zadevo, se potem izvede tale bottle run. Bottle run dejansko recimo pač pomeni, aha, zdaj se bo pa na našem računalniku vzpostavil spletni strežnik in ta spletni strežnik bo poslušal zahteve za spletne strani. No, na kakšne, to se pravi, kakšne strani, na kakšne strani se bo pa odzval. Če bomo navedli samo ime tega strežnika, to se pravi localhost ali pa 127.0.0.1 pa poševnica, nam bo vrnil, to se pravi, bo ta spletni strežnik brskalniku, ki je to stran zahteval, poslal odgovor, ki ga vrne tale metoda template. Kaj pa template naredi? Template pa vzame tole datoteko začetek HTML, ki je v mapi, ki jo poišče v mapi views. To se pravi, gremo tukaj v mapo, recimo pač views, in tukaj vzamemo datoteko začetek HTML. To jo zdaj bottle vzame. In zdaj se izvaja metoda template, ki ima podatek tole. Ta metoda template zdaj pregleda to zadevo. In če naleti na, da se nekaj recimo pa začne z procent, potem ve, da temu zdaj sledi nekaj v Pythonu. In zdaj zaradi tega, ker smo na računalniku, kjer se izvaja Pythonovska koda, se seveda ta koda lahko izvede. To se pravi, zdaj se izvede v bottle vgrajena metoda rebase z tole datoteko. Kaj pa rebase naredi? Rebase pa vzame tole datoteko, ki je tam navedena kot parameter, to se pravi tale osnova HTML, pa si jo poglejmo. In tale metoda rebase bo enostavno vrnila tole HTML datoteko, s tem, da na tem recimo pač mestu, to se pravi, enostavno kjerkoli tukaj, v tej HTML datoteki boste imeli dva zavita oklepaja, bo to dejansko pomenilo, da imate tam nek ukaz oziroma nek izraz v Pythonu. In tale izraz klicaj base pa dejansko pomeni, da se mora na tem mestu prikazati tisto, kar je pod rebase. To se pravi, tale metoda rebase bo vzela tole, odprla datoteko osnova HTML, pa na tole recimo pač mesto tukaj vstavlja tole zadevo. In tole kot recimo pa celoto bo potem tale template vrnila kot rezultat. To se pravi, naš spletni strežnik bo, ko gremo na tisto recimo pa spletno stran, vrnil takole datoteko. To zadevo zdaj ne bom namenoma shranil, ker če ne bi bilo recimo pač narobe, pa dajmo tole zagnati, da bomo videli, da je to res.
ne? No, kaj zdaj? Nočeš? Boš, ok. No, to se pravi, imamo ta, recimo, to se pravi, zdaj smo pognali strežnik. Ta spletni strežnik teče na mojem računalniku. No, in zdaj, če recimo pač grem v brskalnik, katergakoli, v končni fazi gremo zaradi mene lahko tudi na H, enkrat za spremembo. In zdaj tukaj rečem, aha, jaz hočem iti na stran http / 127.0.0.1, tole. To se pravi, zdaj sem rekel, hočem na to zadevo. To se pravi, zdaj bo ta moj brskalnik, zdaj bo ta moj, recimo pač, brskalnik, nekaj zafrkavati, bo ta, recimo pač, brskalnik pač poslal računalniku oziroma strežniku na naslov 127.0.0.1, ki je ta, recimo pač, računalnik, zahtevo, da naj mu da, da naj mu da stran, ne bi smel iti na, naj mu da recimo stran, ki je na tej krovni datoteki, to se pravi v našem konkretnem recimo pač primeru, v našem konkretnem recimo pač primeru bo to stane recimo pač vsebina, ki jo vrne ta recimo pač template. To se pravi, tisto, kar smo prej rekli, pač pričakujemo, da ko bomo pogledali source, da bomo videli tole. No, in zdaj pa tole recimo pač naredimo, gremo recimo sem, in zdaj, ko recimo pač rečem enter, ta stran trenutno ne deluje. Zakaj pa ne? Zaradi, kdo ve, zakaj ne deluje? Kaj pa nismo prav napisali? Prosim? Res je, stvar je namreč recimo pač v tem, ker ta strežnik ne čaka na zahteve na standardnih recimo pač vratih, standardna vrata za protokol HTTP so 80, ampak kot smo tukaj recimo pač videli, čaka na vratih 80. To se pravi, moramo tukaj to dodati. 80, poševnica, recimo pač enter, zdaj smo pa dobili tole, recimo pa zadevo. No, zdaj pa poglejmo, pokaži vir strani in vidimo, da smo res dobili tisto, kar smo prej napovedali. To se pravi, dobili smo stran, ki je sestavljena iz osnove HTML, na tistem mestu, kjer je pa v osnove HTML pisalo zaviti predklep, klicaj, base, se je pa dalo tisto, kar je v datoteki, tukaj, kar je v datoteki začetek HTML. To se pravi tole. Sploh vidimo, da je to zdaj recimo pač isto. In to je tisti recimo pač osnovni mehanizem, kako deluje ta recimo pač template. No, poleg tega, ta recimo template, poleg tega recimo pač datoteke, dopušča še, da damo tukaj še več parametrov. To se pravi, in kaj potem lahko naredimo? Potem lahko v tej datoteki, ki jo tukaj recimo pač navedemo, lahko te parametre
uporabljamo, ne, znotraj zavitih recimo pač oklepajev, da se na tisto recimo pač mesto ustrezna vrednost prenese, kot bomo videli pri nekaterih drugih recimo pač stranih. Recimo, tukaj, če bomo šli v spletnem strežniku na naslov izpis, se pa kaj zgodilo? To se pravi, tale recimo spletni strežnik reče, če bom dobil zahtevo, da me posredujem stran 127.0.1.80 poševnica izpis, potem moram recimo pač vrniti tisto, ker mi bo vrnila metoda template za temle recimo pač klicom. To se pravi, za osnovo bomo vzeli datoteko izpis HTML, in tukaj v tej datoteki izpis HTML bomo lahko od Pythonov, to se pravi, znotraj tistih dveh zavitih recimo pač oklepajev uporabljati parametre od do podatka. Pa pogledajmo to. To se pravi, zdaj, če gremo tukaj, pa odpremo, spratali izpis HTML, vidimo. Najprej se bo vzela spet tista osnove HTML, to se pravi, glava, potem imamo ta recimo pač title, potem imamo naložene te recimo pač stile kot take, no, potem pa recimo, če imamo tukaj body, in to se pravi, in v tem bodyju imamo tole recimo pač place. To se pravi, zdajle se bo tole preneslo recimo pač tja. No, ampak poleg tega, da se to recimo pač prenese, bomo pa na tem recimo pač mestu imeli vrednost tega parametra od, ki smo ga naredili pri klicu template. Na tem mestu vrednost parametra do. In zdaj, tukaj, poleg tega imamo tudi parameter podatki. In če gremo sem recimo pač pogledati, kakšni ti podatki so, sprav kaj je recimo pač vrednost, opa, sam mečkan. To se pravi, tale recimo pač podatki bo pa rezultat metode poišči, ki jo izvedemo v tem. To se pravi, gremo zdaj pogledati v model. No in vidimo, razred Nobel, v tem razredu Nobel imamo statično recimo pač metodo poišči. In kaj ta poišči naredi? To se pravi, ta recimo pač poišči nam vrne generator in ta generator nam vrača objekte tipa Nobel. Torej, tukaj Nobelovec bo objekt tipa Nobel. To se pravi, tukaj imamo zanko for, kjer se sprehodimo po tem generatorju, in zaporedoma v spremenljivko Nobelovec dobimo objekte tipa Nobel. In zdaj jih poberemo ven, to se pravi, imamo Nobelovec, je objekt, hočemo lastnost leto na tem mestu, recimo pač ime. To se pravi, ko template izvaja tisto recimo pač zadevo, bo kaj naredil. Izvaja bo tole recimo pač kodo in znotraj tega recimo pač kode bo vzel tole,
pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, kolikokrat bo pač ta zanka for iterirala. Tu se pravi, zdajle, če gremo semle recimo pač pogledat, tukaj, spet naredimo, no dej, pokaži vir recimo pač strani, vidite, da imamo tole. To se pravi, tole spletno stran, ki je odziv na tiste recimo pač naslov, je dejansko zgeneriral spletni strežnik s tem, da je izvajal, to se pravi, s tem, da se je tista template recimo pač izvajala, in ta recimo pač template je tole izvajal kot Pythonovsko recimo pač kodo in s tem ustvaril ustrezno HTML stran. Ja? A zdaj jasno, kakšen je mehanizem tega templata? No, zdaj mislim, to se pravi, kjerkoli, če mi direktno, to se pravi, glejte, če jaz direktno izpišem, če grem tukaj, če direktno tole datoteko, izpis, si pogledam v brskalniku, se pravi, recimo pač odprem, to se pravi, aha, tukaj je, vidite, stvar je recimo pač v temu, zdaj pa brskalnik tole stran ni zahteval od spletnega strežnika, ampak jo je pobral kar recimo pač lokalno. In ko je pobiral recimo pač lokalno, se s tem ne zgodi, to se pravi, potem Chrome teh zadev seveda ne interpretira kot Pythonovsko kodo, tegale ne razume kot nek recimo pač izraz v recimo pač Python, ampak kot čisto običajen recimo pač tekst in ga tako tudi prikaže. To se pravi, če je zdaj tole zdaj zaprem, in zaradi tega vidimo stvar pač prikazano takole. Torej, da ima tole kakšen recimo pač smisel, mora biti to dejansko vhodni podatek za nek program, ki to zadevo predela v običajen HTML, ki ga potem brskalnik prikaže. Drugo pa, in to je to. In zdaj, načeloma, to se pravi, zdaj pa lahko, dejansko, tole zapremo, če gremo še nazaj na tale H, tole zaprem, pa gremo recimo pač semle, recimo, zdajle bi, to se pravi, zdajle tukaj, vidimo, da imamo potem na vsaki recimo pač strani, da imamo link do začetne recimo pač strani, ki je recimo pač spodaj. Kot smo videli, je to malo zoprno, ker sedaj sem najprej mogel dolje, pa šele potem recimo pač poiskati. A bi lahko celotno tole
moje spletno, recimo, pač mesto spremenili tako, da bi bil tale klik na, recimo, pa začetno stran na vrhu, recimo, pa strani. Kaj moram zdaj to narediti? Ja, dejansko čisto nič drugega kot kot je kam v osnova. Ker to je, mislim, to je recimo pač sprememba za, to se pravi, za to spremembo želim, da vpliva na čisto vse spletne strani. Oziroma želim, da ta sprememba vpliva na tiste, recimo pač spletne strani, ki bodo za svojo osnovo vzela tole. No in zaradi tega stvar, recimo pač potem spremenim tukaj. To se pravi, tole hočem, da je dejansko čisto zgoraj. Recimo, glede na to, da zdaj vemo, bomo to zadevo dali tukaj, bomo rekli header, Ctrl-V, and header. Tako. In spisati. No, in zdaj tole, recimo, zadevo, recimo, spremenim. In zdaj, ko sem, to se pravi, ko zdaj, recimo, grem tukaj, kliknem na, recimo, začetna stran in voila, tole je zdaj tukaj gor. Kliknem na dodajno belavca, dobim tole, začetna stran je zgoraj. Kliknem na začetno, recimo, stran, je tale zadeva, recimo, zgoraj. Kliknem na izpišeno belavce, so se lepo, recimo, izpisali, piši, se ne spiše seveda nič, in začetna stran je tukaj, recimo, zgoraj. No, želim še kaj, recimo, spremeniti. Recimo, da želim, da se potem tole, da imam tukaj potem še, recimo, eno ravno črto. To je pač primer značke, ki nima zaključne značke, zato jo ponovadi napišemo takole. Zdaj tole zadevo shranimo. Da je gremo, recimo, semle, naredimo, recimo, refresh, ponovno to zahteva in vidimo, da smo dobili tukaj začetno, recimo, črto. Hočem, da je tale, mislim, tukaj pri začetni strani, recimo, hočem dodati kakšno slikco, vemo, kam jo bom moral, recimo, dati. No, zdaj pa recimo, da čist, rečemo, da nam ni všeč, oziroma radi bi dali te, to se pravi, zdaj pa mi recimo radi, dali vsem recimo stranem neko sliko za recimo podlago. Kako bi zdaj to načeloma recimo naredili. No, ena recimo možnost je, to se pravi najboljš, je, da stvar recimo naredimo tako, da imamo definiran nek stil in v tem recimo stilu povemo, da je nekaj kot recimo background, neka recimo zadeva. Zdaj pa, kako to naredimo? Ja, po vsej verjetnosti bomo enostavno pripravili neko CSS datoteko in to CSS datoteko praviloma damo tudi v views. Pardon, to se pravi, potem enostavno tukaj naredimo novo mapo, static, in v ta, recimo static, dajemo stile, potem same, recimo, slike in fonte, če boste kakšne, recimo, svoje, recimo, in tako naprej. To se pravi, vse ti v static dejansko dajete vse tiste, recimo, vire, stile in tako naprej, ki jih rabite lokalno. No, in zakaj?
Stvar je zdaj v tem, seveda, mislim, problem je zdaj pri tem, kako naslavljate te, recimo, pač vire, hočete dostopati do te, recimo, pač slike. Če boste uporabili kar samo ime datoteke, jo bo po vsej verjetnosti iskal na napačnem, recimo, pač mestu. No in zaradi tega, kot ste si pogledali na prosojnicah, ponavadi potem definiramo še to se pravi v spletnem vmesniku, definiramo še funkcijo static file, ki nam recimo pač pove, da naj te statične datoteke išče v tem imeniku static. Bomo potem na konkretnem primeru pogledali. No, še prej bi pa recimo pač omenil tole, da recimo, da bi želeli zdaj, da je ta naša stran oblikovana drugače. Zakaj smo dobili tako recimo pač pisavo, toliko veliko pa te ustrezne zadeve? Ja, zaradi tega, ker smo uporabljali tukaj class content. To se pravi, to je nek kaskadni recimo pač stil. Od kje je pa prišel? Ja, tukaj ste vi recimo pač rekli, to se pravi, hočemo uporabljati te kaskadne recimo pač stile, ki so definirani na tej datoteki, ki jo najdemo na Bulbi. To se pravi, tukaj je kot tisti, recimo pač model, to se pravi, smo uporabljali privzete kaskadne recimo pač kaskadne stile, kot jih definira recimo pač Bulba. No, če bi rajš, če vam je bolj recimo pač všeč, tisto, kar v osnovi naredi content, kar naredi Bootstrap, kaj moramo narediti? Kaj moramo na Bootstrap, pa tam recimo pač pogledati, kako se moramo sklicati, pa kako se imenuje ustrezne recimo pač stili. V vsej verjetnosti ima tudi Bootstrap class content, ki naredi podobno. To se pravi, če hočem zdaj delati z nečim drugim, recimo, ali pa z Materialize, grem na tisto spletno stran, ok, gremo recimo pa semle, pa potem tukaj preberemo recimo pač navodila, kaj moramo narediti. Najbolj gremo kar na Getting Started, kaj je zdaj treba recimo pač prenesti, oziroma kaj je treba vnesti, to se pravi tukaj, moram jaz vzeti, to se pravi tole recimo pač stran. In po vsej verjetnosti, če bom tole zadevo recimo pač vzel, ampak kje copy nima. Ok, vzamemo tole, Ctrl+C, pojmo recimo pač semle, tukaj pa bomo namesto tegale recimo pač stila uporabili tegale, pa zdaj dajmo zadevo recimo pač shraniti, pa zdaj pojmo recimo pač semle na te Nobelovce, pa še enkrat začetna recimo pač stran. Ok, in že recimo pač vidimo, da je zadeva majčkeno recimo pač drugačna. Ker so se pač uporabili, ker so uporabili tisti recimo pač stili, ki so na tisti zadevi. Ok? No, še enkrat, to se pravi, kot sem recimo pač omenil, to se pravi, tale projekt Nobelovci imate tudi spletni recimo pač učilnici, in je res tisti minimum od minimuma, kar se tiče samega recimo pač spletnega vmesnika, pa kako lahko nekaj recimo pač delamo. No, po pauzi si bomo pa pogledali še en lanski recimo pač izdelek ene olimpijske igre, pa še en drug recimo pač projekt, pa bomo videli, kako je tam tista recimo pač zadeva narejena.
Potem v nadaljevanju bomo pa potem še pogledali odgovore na določene vprašanja, ki ste jih imeli v zvezi z temi, recimo pa stvarmi ali pa kaj drugega. Ok? Da, naredimo zdaj četrto pauzo.